Odločil sem se skupaj z svojimi sodelavci, da skličemo novinarsko konferenco in da na nek način predstavimo dva sklepa okrožnega sodišča v Mariboru, ki se nanašata na dom pod Gorco in na tako imenovano toplarno. Mogoče mi nihče ni verjel, ko sem se odzival na nekatera vaša vprašanja, ko so me kriminalisti ovadili za ti dve zadevi, da gre za konstrukt in še kaj več. Ko so me ovadili za dom pod Gorco in ko sem vam dejal, da sem edini župan v Evropi, ker odgovarjam in ker bi naj odgovarjal zato, ker sem predlagal mestnemu svetu in ker so kriminalisti spisali kazensko ovadbo, pa kot materialne dokaze zraven predložili časopisne članke Dnevnika, Večer in Mladine, zato ker sem tam nekaj izjavil, ker so nekateri tako ali drugače zapisali. Če so to materialni dokazi za resno obravnavo, potem mislim, da je vsaka beseda na tem mestu odveč. Samo če prečitate sklepe, kje so argumenti, ni osnove, da so me sploh kriminalisti ovadili. Ni osnove. Edini interes je bil, da se znajdem v sredstvih javnega obveščanja. Mene so kriminalisti kazensko ovadili, da sem zlorabil svoj položaj, zato ker sem predlagal mestnemu svetu, da potrdi prodajo stvarnega premoženja, to je zemljišče za pravoslavno cerkev. In to zemljišče smo mi prodali na dražbi, kjer se ima vsakdo pravico prijaviti na dražbi. Kriminalisti mi očitajo, da v zameno za to, ker sem to predlagal mestnemu svetu, ker je mestni svet to sprejel in ker so se edini prijavili na dražbi, da sem dobil pravoslavne ali srbske glasove na volitvah. Zdaj vas pa sprašujem, gospod Zoran Janković je mestnemu svetu, mestne občine Ljubljana, predlagal za častnega občana gospoda Stanovnika. Naši častni občani dobijo sliko mariborskega umetnika. Ta gospod, častni občan Ljubljane, pa tega istega župana na volitvah javno podpre. Mi znate zdaj povedati, čem je razlika med mano in med gospodom iz Ljubljane? Pričakujem, da bodo pristojne službe znotraj policije in državnih organov zagotovile, da ne bodo več zlorabljali nekateri posamezniki svojih položajev. Kako bi se vi počutil? Jaz sem nekatere citate iz mojih prisluhov prečital na sredstvi javnega obveščanja, preden sem jih jaz dobil. Preden smo mi dva imela pravico v pogled v spis, ker nimaš prej pravice v pogled v spis, dokler nisi ovaden, je tak? Pa so že nekateri pisali. A zanimivo je to, ne? Da jaz točno vem, kdaj kriminalisti pridejo k meni. Prvo prečitam v enem časniku članek, potem svojim sodelavcem povem, te dni bodo prišli ti in ti. Je bilo tak? Ne samo enkrat. Točno vem. Ne? Prečitam članek, povem, zdaj pa dobite obisk. Ne? Ker v zahtevi za prisluhe so imeli mediji posebno vlogo. To lahko tudi odvetnik potrdi, je res? Ne? Ker tožilec nalaga, da policija naj se poslužuje medijev, da bi povečala večjo kriminalno dejavnost mene in vseh tistih, ki smo bili prisluškovani. Se lahko vi to mislite? Da bi časopisi pisali članke take drugačne in s tem spodbujali mene kriminalnemu dejanju? Da bi se več menil po telefonu. Je to normalno? Ta tožilec v svoje zahtevi za moje prisluhe zapisal. In očitno nekateri so temu sledili po nekem zaporedju. Težko jaz to kot župan dokazujem. Informacije pa prihajajo tako ali drugače do mene. Ampak vse svoj čas prinese. Ne?
kriminalisti se včasih obrnejo, pa so pripravljeni pričati na sodišču.